Torej, kaj je država? Država je aparat, s katerim vladajoča manjšina prisiljuje izkoriščeno večino. Država je organizacija premožnih za obrambo pred tistimi, ki nimajo ničesar. Država je aparat prisile. Dobro, torej. Kaj vidimo v vsem tem, kar ste povedali do zdaj? Dve stvari. Prva stvar, država je aparat, organizacija prisile. In druga stvar, en razred proti drugemu razredu. Kaj torej sledi iz vsega tega? Da so razredi in država povezani. Tako je. Država nastane, ko nastanejo razredi. Razredi pa nastanejo v zgodovini takrat, ko se ustvarja presežna vrednost. Ki jo omogoča večja produktivnost. Ja, en razred, razred privatnih lastnikov proizvajalnih sredstev, si prilašča presežno vrednost, ki jo ustvarja drugi razred. Razred tistih, ki ničesar ne posedujejo. Razen svoje delovne sile. Tako imamo torej zdaj dva glavna razreda. Kapitaliste in proletarce. Ja, v kapitalizmu. Če pa pogledamo v zgodovini še nazaj, kaj vidimo? Pred kapitalizmom, feodalce in tlačane. Sužnje lastnike in sužnje. Med tema dvema osnovnima razredoma, med izkoriščevalci in izkoriščenci, je seveda vladala napetost. Potrebno je bilo zgraditi aparat prisile in izumili so državo. Kajti izkoriščenci niso bili zadovoljni s svojo usodo. Se poznamo primere. Kmečki punti. Špartak, upor sužnjev. Delavski nemir in revolucije. No in kako so se vsi ti upori, nemiri, punti, revolucije, kako so se končali? Vojska jih je zatrla. Vsaj poskušala jih je zatreti. Vojska, policija, zdaj smo pa že skupaj. Vojska in policija sta orodje, instrumenta države. Država ukazuje vojski in policiji. Zakaj pa vojska in policija skoraj nikoli nista udarili po gospodarjih, po lastnikih sužnjev, po feudalcih, po kapitalistih? Zato, ker so oni država. Ja. Se je Mojca prej rekla, da je država aparat? S katerim vladajoča manjšina prisiljuje izkoriščeno večino. Ja. Državo so izumili izkoriščevalci, da bi zaščitili svojo privatno lastnino, sužnje, zemljo in tovarne. Ja, natanko tako. Da bi ohranili privatno lastnino nad proizvajalnimi sredstvi in pobirali dobiček, presežno vrednost.